Akustična merjenja so pa merjenja zvoka. In sicer se z raznimi senzorji za zvok, ker so ponavadi kakšni mikrofončki, mi ugotavljamo značilnosti, lastnosti zvoka. Zdaj lahko lastnosti zvoka takih generatorjev zvoka, to so zvočniki, lahko pa tudi kaj drugega. In ena izmed zanimivih stvari je to, kako človeško telo zazna zvok. In zaznavanje zvoka je pa zelo povezan s tem, na kakšen način mi zvok sprejemamo. Za take stvari se uporabljajo take modele človeške glave ali pa prav celega telesa. In če tukaj dobro pogledamo, vidimo, da imajo v ušesu mikrofončke. Tukaj je eden, na tej strani je drug. To so mikrofončki, ki slišijo točno tako, kot naše uho. Mi slišimo frekvence od 20 Hz do 20 kHz. Če bi višji slišali, bi bili netopirji ali pa Batman, če bi bili pa nižji slišali, bi bili pa krokodili ali pa sloni. Kar je pa najbolj zanimivo pri tej lutki, pa to, da so uhlji, ki so pomemben del zaznavanja zvoka, tako elastični, kakor naša ušesa. To pa zato, ker zvok, ki prihaja iz okolice, na isti način preoblikujejo, da pridejo do mikrofončkov noter. In zakaj se uporablja tak model? Recimo, da mi lahko ugotovimo, kakšen zvok pride v mikrofonček, v glavo tole, zaradi tega, ker naši uhlji preoblikujejo zvok iz okolice. In konkreten primer uporabe tazgale modela človeške glave je pa testiranje slušalk. Gledamo nekaj različnih vrst slušalk, ki se jih namesti na te mikrofončke in lahko ugotovimo, kako se sliši zvok res, kako se sliši zvok, ne kako je predvajan zvok. Ker kako je predvajan zvok, to akustika komot zna zmeriti, ampak kako se pa sliši, kako je to zaznan, se pa na tak način meri. Tukaj so ene druge, recimo tele, ta zadnje, so pa take, da imajo not odstranjevalce šuma, se pravi šum iz okolice odstranijo in to, če bi dali gor, pa prižgali to odstranjevanje šumov, bi z mikrofončki, ki so not, čisto objektivno dobili, kako se šum iz okolice zmanjša. In take stvari se da meriti na področju akustičnih merenj.